Če odpišemo poškodbe, z leti prihaja do težav z sklepi, z raznimi osteoartritisi, z nalaganjem raznih stvari v sklepe, z slabo mobilnostjo sklepov. Sem zelo vesel tega novega preparata Antinola. Problematika v veterinarskih ambulantah za male živali je načeloma zelo široka. In v tem sklopu te problematike so lokomotorne motnje, se pravi motnje, ki se tičejo gibanja živali, nekje bi lahko rekel skoraj da na prvem mestu glede samega zdravljenja. Predvsem to velja za kategorijo živali, kot je ta moj kuža, ki so že starejši tudi malo, pa večje pasme. Videti moramo, da z leti, če odpišemo poškodbe, z leti prihaja do težav z sklepi, tako kot pri ljudeh, z raznimi osteoartritisi, z nalaganjem raznih stvari v sklepe, z slabo mobilnostjo sklepov in seveda takoj zraven temu sodi tudi bolečina, bolečinska stanja pri kužekih. Sedaj moram reči odkrito, da pri mojih izkušnjah večletnih pri tem sem zelo vesel tega novega preparata Antinola, predvsem zaradi več razlogov. Prvič moram reči, da je po mojem mnenju, koliko ga uporabljam že lep čas, zelo, zelo učinkovit, popolnoma nenevaren, ker je na bazi omega maščobnih kislin, nima nobenih stranskih učinkov, ima pa neverjetne učinke na samo lokomocijo, na samo gibanje živali. Takšen je tudi odziv lastnikov psov. Moram reči, da so včasih prav presenečeni, prav ne morejo verjeti, da je se to zgodilo. Tudi ta moj kuža, ki se je zdaj sicer vlegel, je tak primerek. Včasih, če bom čisto na kratko rekel, sva hodila tudi po 20 km za njim, ampak zdaj, ko je v letih že, je po takem naporu kar šepal po enih par dni zaporedoma. Odkar pa je na Antinolu, pa lahko spet si privoščiva tam 12 do 15 km brez kakršnihkoli težav, moram reči, res. Da sam na svojem kužeku lahko to preizkusim. Ljudje me dostikrat sprašujejo v ambulanti, če lahko kombinirajo Antinol z ostalimi sredstvi proti bolečinam. Seveda lahko. Idealna kombinacija je, se pravi, preparat z glikosamini in pa Antinol zraven. Občasno po potrebi pa še eno teh nesteroidnih protivnetnih zdravil, protibolečinskih. In bistvo vsega je tudi to, da pri uporabi Antinola se bo poraba teh nesteroidnih protivnetnih zdravil bistveno zmanjšala, kar je za zdravje živali zelo, zelo primerno, ker seveda vsi vemo, da imajo ta zdravila določene stranske učinke, lahko na prebavo, tudi na ostale organske sisteme in da ni preveč priporočljivo prepogosto jih uporabljati. In zdaj v tej kombinaciji Antinola se njihova uporaba precej zmanjša, uporabimo samo takrat, ko je res potrebno, tako da mislim, lahko samo res pozitivno se izrazim glede na ta preparat. Vsi vemo, da omega maščobne kisline, nenasičene kisline so izredno pomembne za celotno delovanje organizma, tudi za možgane, tudi za dlako, za vse ostalo pri vseh, tudi pri ljudeh in prav tako pri živalih. In ta kombinacija pravilna je združena tu noter v Antinolu, vsekakor. Za pojav Antinola je v bistvu potreba po jemanju teh nesteroidnih protivnetnih zdravil zelo, zelo zmanjšana, bistveno zmanjšana. Antinol je lahko kot preventiva, že od mladičkov dalje se lahko daje, vsekakor je preventiva za čisto vse starostne skupine živali, brez nadaljnjega. Kadarkoli, tudi mogoče še to, marsikdo vpraša, kako dolgo se lahko daje. Antinol se lahko daje, se pravi, celo življenjsko obdobje, ni omejen, ne gre za protibolečinsko terapijo, v bistvu pa je njegovo učinkovanje tako, da bolečina izgine. Mislim, fenomenalno, kar se tega tiče, res. Absolutno, kakorkoli vsak kužek, tudi muca, moram reči, katera ima kakršnekoli lokomotorne težave, je indiciran Antinol na prvem mestu, ker ne naredi popolnoma nobene škode. In tudi, če je le možno, čim dalj časa in čim prej tudi začeti z njim, kakorkoli.